Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Število socialno ogroženih oseb, ki potrebujejo pomoč v hrani, oblekah in pri plačilu položnic, vse bolj narašča. Do zdaj sta vsem potrebnim tovrstne pomoči pomagala Rdeči križ in Karitas, odprlo pa se je tudi nekaj socialnih trgovin. V Sloveniji je znamka Mobitel skoraj 2 desetletji predstavljala vse, kar je povezano z mobilno telefonijo, zdaj pa se je poslovila. Na pogrebu Nelsona Mandele tolmača znakovnega jezika ni razumel nihče, niti gluhi. Sanacija slovenskih bank nas bo stala skoraj 5 milijard evrov. Ostanite z nami. Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas sta v letu 2012 s paketi hrane, oblačili ali izplačilom položnic pomagali več kot 270 tisoč socialno ogroženim posameznikom. Mi nudimo pomoč v prehranskih izdelkih in pa v oblačilih, obutvi in drugih gospodinjskih pripomočkih. Pomoč lahko zaprosi vsak, ki se izkaže z odrezkom socialne denarne pomoči, pokojnino, ki je pod 400 evri, oziroma sklepom odločbo o brezposelnosti, oziroma da je v evidenci oseb, ki iščejo zaposlitev. Po podatkih Rdečega križa Slovenije je število pomoči potrebnih ljudi v zadnjih 5 letih naraslo za skoraj 30%. V zadnjem času se dogaja vse več, da prihaja vse več ljudi, ki so zaposleni, pa imajo tako nizke osebne dohodke, da ne uspejo s tem preživeti, oziroma se dogaja zelo pogosto, da ne prejemajo plače. To pomeni, da se ne morejo izkazati s tem dokumentom, ki ga sicer lahko pridobijo na Centru za socialno delo, ampak lahko pri nas pokažejo le zadnje 2 oziroma 3 izpiske bančne, kjer bomo mi videli, da ni bilo osebnega dohodka nakazanega. Na Rdečem križu ne opažajo, da bi po pomoč prihajalo večje število invalidnih oseb, kar pripisujejo dobremu delovanju invalidskih organizacij. Vse pogosteje pa na njihova vrata potrkajo osebe, ki nimajo urejenega statusa za bivanje, na primer tako imenovani izbrisani in tuji delavci. Je pa zelo hudo, če pride ena stranka oziroma se me zelo dotakne, če ima veliko otrok. To pomeni, da jih težko preživlja. Vedno več jih je in so tudi različni, in to so in mlade familije in starejše familije in brezdomci so. Zelo mlade mamice pridejo. K sreči dobivamo tudi kakšne vozičke, oblekice za male, tako da jim lahko to ustrežemo. Lani je 444 župnijskih Karitas po vsej Sloveniji pomagalo preko 126 tisoč ljudem. Tako nekatere oblike pomoči, kot recimo oblačila, ki jih tukaj vidimo, so na voljo za vse, ki so v stiski, ki jih potrebujejo. Preverimo samo osnovne podatke in preverimo to, da je človek dejansko v neki stiski. Redne prejemnike pomoči, pa tudi tiste prejemnike potem, ki jih vključimo posebne akcije, kot recimo počitnice za družine, za otroke, pomoč pri šolskih potrebščinah, pa seveda preverimo socialno stanje in delimo v bistvu tistim, ki so najbolj ogroženi. Škofijske Karitas pomagajo tudi pri plačevanju položnic za nujne življenjske stroške. Pomoč je pa, ker število teh prosilcev in prošenj narašča, manjša kot prejšnja leta. To je nekako to, kar nas skrbi. Prejšnja leta je bila pomoč tam čez 400 evrov, zdaj je pa tam od 270-300 evrov. Nikoli ne dajemo denarja. Mi vedno plačamo po računih, predračunih, predvsem pa po položnicah nujne življenjske stroške ali pa nujne stvari, ki jih ljudje rabijo v določenih stiskah. Tako da do teh zlorab skoraj ne more priti. In kako do humanitarne pomoči? V našem humanitarnem centru
da izdajamo pomoč vsak ponedeljek in torek od 12. do 16. ure in vsako sredo od 10. do 18. ure. Osebe, ki potrebujejo pomoč, se oglasijo kar takrat pri nas, prinesejo pač kar imajo s seboj in takrat pogledamo, kakšna je podlaga za upravičenost in vsaka oseba, ki se oglasi pri nas, da potrebuje pomoč v obliki hrane, prehranskega paketa, dobi humanitarno enkratno pomoč. Potem pa na podlagi teh dokazil preverimo, ali lahko pridobi sklep o statusu rednega prejemnika, ki velja 1 leto. Redni prejemniki pomoči so vsakih 6 tednov upravičeni do prehranskega paketa Rdečega križa z osnovnimi živili in do 5 kg oblačil na osebo. Pomoč lahko poiščete tudi v najbližji škofijski Karitas. Osebam, ki nimajo lastnega prevoza, paket pomoči dostavijo tudi na dom. Pomoč za socialno ogrožene pa lahko prispeva kdorkoli. Z donacijo prehranskih artiklov, ki ne smejo biti sveži, ampak morajo imeti trajne, daljše roke uporabe, ki jih lahko prinesejo kar k nam v humanitarni center, lahko pomagajo z rabljenimi oblačili, posteljnino in drugimi gospodinjskimi pripomočki, lahko prispevajo na humanitarni račun prostovoljne prispevke, donacije. To, kar najbolj potrebujemo, so denarna sredstva, ljudje pa lahko darujejo tudi oblačila. Kot smo prej tukaj govorili s prostovoljkami, potrebujemo zdaj v tem času predvsem bunde, moške, ženske, topla oblačila, športna oblačila, perilo, tega vedno primanjkuje, moške obutve je vedno premalo, posteljnine. Predvsem je pa tako pomembno, da so oblačila, da so še primerna za nositi, da nekako človeka ne zaznamujejo, da mu morda povzročijo tudi neko veselje, sploh če so to otroci, mlajši ljudje. Obe organizaciji v decembru organizirata obdarovanje otrok z igračami in manjšimi paketi pomoči, da bi ljudem v socialni stiski vsaj malo polepšali prihajajoče novoletne praznike. Po odprtju socialne trgovine v Kranju se je socialna trgovina odprla tudi v Mariboru. Medtem, ko se socialna trgovina v Kranju osredotoča predvsem na pomoč mladim do 35. leta, mariborska trgovina Sotra skuša pomagati vsem starostnim skupinam ljudi v stiski, ki se skozi mesec prebijajo z manj kot 450 evrov. Pretežno slovenski dobavitelji svoje izdelke ponujajo po skoraj polovičnih cenah. Mi smo obiskali ljubljansko socialno trgovino z oblačili. Trgovina, ki deluje pod okriljem invalidske organizacije Sonček, ponuja oblačila po simboličnih oziroma diskontnih cenah. Cene se gibljajo tam od 0,20 centov pa tam do največ 10 evrov po enoti. Trgovina je odprta že več kot 1 leto, v njej pa lahko kupujejo vsi, socialno ogroženi in ostali. Prednost seveda želijo zagotoviti socialno šibkejšim skupinam ljudi. Imamo tudi stranke, ki si recimo oblek sploh ne morejo privoščiti, takrat pa tudi neke stvari podarimo v določenem. Oblačila lahko daruje kdorkoli. Če imate obleke, ki jih ne potrebujete več, jih lahko podarite. Oblačila so donacija tistih, ki nam jih prinesejo. Mi se držimo v bistvu nekega režima, da oblačila niso strgana, da niso umazana, da so še zmeraj dovolj dostojanstvena, da se jih lahko nosi. Vsako soboto pa lahko na njihovi tržnici kupite vse. Od rabljenih knjig, kaset, oblačil. Svojo idejo o socialnem podjetništvu nam je predstavil direktor Sončka Iztok Suhadolnik.
Zveza Sonček v tem centru Sonček v Šiški organizira prodajo rabljenih predmetov vsako soboto, ki seveda dopolnjuje osnovno dejavnost tega centra, kjer se izvajajo program varstveno-delovnega centra, v katerega so vključene osebe s posebnimi potrebami. V prednovoletnem času pa so organizirali tudi Miklavžev bazar. Mi smo uspeli ujeti nekaj trenutkov. Združitev Telekoma in Mobitela se je začela leta 2011 in je postopoma privedla do ukinitve blagovne znamke Mobitel. Zaenkrat ostajata pod svojim imenom le znamki Itak in Moneta. Vse ostale storitve bo zdaj tržil Telekom pod svojim imenom in logotipom. Mobitel je bila blagovna znamka, ki je obstajala več kot 20 let in je ena močnejših blagovnih znamk v Sloveniji. Njena postopna ukinitev je sprožila burne odzive. Privaditi se bo treba, da Mobitel, ki je sinonim za mobilni telefon, zdaj postaja Telekom. Nekdanja predsednica Svetovne federacije gluhih Lisa Kaupinen je v torek 10. decembra v New Yorku v Združenih državah Amerike prejela nagrado Združenih narodov za človekove pravice. Generalna skupščina Združenih narodov nagrado podeljuje vsakih 5 let že od leta 1966. Med dobitniki pa so tudi nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter, borec za pravice temnopoltih Martin Luther King, prvi temnopolti južnoafriški predsednik Nelson Mandela in še nekateri znani borci na področju človekovih pravic. Na žalni slovesnosti za Nelsonom Mandelo je vse 4 ure na odru stal tudi tolmač za gluhe, ki pa ga gluhi niso razumeli. Nekateri gluhi gledalci so že med samim prenosom na družbenih omrežjih izražali ogorčenje nad tolmačem, ki ga niso razumeli popolnoma ničesar. Pozneje se je izkazalo, da nihče ne ve, kdo je moški, ki je več ur stal v neposredni bližini nekaterih najvidnejših politikov. Mediji so nato izvedeli, da gre za 34-letnika, ki je za neki krajevni časopis dejal, da je izjemno dober tolmač znakovnega jezika, ampak da je imel na odru napad shizofrenije. Ves čas naj bi ponavljal enake gibe brez vsakršne osnove, gluhi pa niso prepoznali niti ene kretnje, ki jo je uporabljal. Poznal ni niti dogovorjenih znakov za Južno Afriko. Znakovni jezik v državi ima sicer svojo posebno strukturo in ni povezan z govorjenimi jeziki, kot sta na primer afrikans in angleščina. Gluhi so še opozorili, da ima država mačehovski odnos do njih, saj je na vsakih 10.000 gluhih Južnoafričanov le en tolmač. Ugibanj ni več. Obremenitveni testi so pokazali, da bi ob najbolj neugodnih makroekonomskih razmerah v 8 bankah v Sloveniji utegnil zazevati 4 milijarde 778 milijonov evrov globok kapitalski primanjkljaj. 3 največje slovenske banke, Nova Ljubljanska banka, Nova Kreditna banka Maribor in Abanka Vipa, zato potrebujejo takojšnjo dokapitalizacijo v višini 3 milijarde 12 milijonov evrov.
V Delavskem domu v Trbovljah je 15. novembra potekala zaključna prireditev likovnih ustvarjalcev Zlata paleta. Žirija je najboljšim ustvarjalcem podelila 50 certifikatov kakovosti in 6 zlatih palet za vrhunske dosežke na področju ljubiteljske likovne ustvarjalnosti. Med 218 avtorji iz 23 slovenskih društev je nagrado Zlata paleta dobil tudi gluhi slikar Peter Petovar iz Portoroža za sliko z naslovom Vodne alge. Petovar ima za sabo že več uspešnih likovnih razstav. Njegova dela pa si lahko ogledate v likovnem klubu Piran. Zdaj pa k rubriki Nasveti. V zimskem času je priporočljiv obisk savne, ker pospešuje potenje in s tem razstruplja telo. Med drugim savna učinkuje sproščujoče, lajša bolečine, poveča pretok krvi in najbolj pomembno, čisti kožo. Savno je priporočljivo obiskati vsaj enkrat na teden. Z oddajo smo prišli do konca. Če vas kaj zanima ali imate morda kakšno vprašanje, nam pišite na elektronski naslov spletna.tv@zveza-gns.si. Mi pa bomo poskušali najti odgovor, ki ga bomo predstavili v naslednji oddaji. Lepo se imejte in nasvidenje.